Dobrodošli nazaj v nov video in ta video je poseben, ker ta video bo razdeljen na 3 dele in sicer to bodo 3 deli, ko bomo jaz, Jure pa Tine razložili v bistvu, kaj je passive income, zakaj to ne obstaja, če obstaja, kako deluje. Zdaj pa minutko, da se naš gost predstavi. Čau, moje ime je Tine Flis, sem osebni finančni svetovalec. Trenutno sem na misiji izboljševanja splošne finančne pismenosti v Sloveniji. Trenutno to najbolj delam z Instagramom, torej @flis.finance. Upam, da ni treba povedati, da followati. Pa če imate kakšnokoli vprašanje, strah, skrb glede financ, piši DM, rad pomagam, rad odgovorimo, rad stvari razjasnimo. Tako da, vabljeni. Drugi del te naše trodelne serije bo objavljen na mojem kanalu, tako da če želite vse dobiti, nujno pogledati. Dajmo pol za začetek najprej razložiti, kaj je passive income. Ok, torej passive income je torej ideja, ki predstavlja, da torej služiš denar, brez da bi karkoli delal za to. Kar je zelo sanjska ideja. Ja, ampak ful ljudi to v bistvu ful narobe razume, ne? Ker ko folk sliši passive income, si oni vse, kar imajo v glavi, je samo kako dobivajo denar. Ampak veliko ljudi ne razume, da v bistvu passive income vzame ful veliko dela in truda, da to sploh dosežeš. In kar se meni zdi ful slabo je, da je society postal to klen, da v bistvu padajo na te fore passive income, kao te masterji prodajajo. In se mi zdi, da tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da ta ideja passive income je postala tako popularna, glih zaradi tega, ker je folk postal bolj len in si v bistvu sam želijo hitrega zaslužka, sploh se pa ne zavedajo, da pri večini biznisov je v bistvu cel catch, da ti v bistvu full hard workaš in da achivaš pol to stopnjo, ker v bistvu lahko imaš nek tak prihodek, ki ti ne vzame veliko časa, če razumeš. No? Ja, točno to mislim, sej. Načeloma je to celoten point tega, da mi da danes snemamo tale video oziroma da smo začeli ta collab, kot sta vidva sama rekla, velik cilj vajnega kanala je, da ljudi obvestite o vseh možnih skemih, ki obstajajo. Moj cilj je ljudi izobražiti na temo osebnih financ in da sploh vejo, kaj je mogoče narediti z denarjem. Ker zdajle zadnja leta so bila za finančne trge zelo lepa in se je ustvarilo zelo ogromno napačnih oziroma mogoče celo škodljivih prepričanj. Zakaj je ta ideja oziroma zakaj passive income toliko pridobiva na popularnosti, je zelo preprosto. Folk, kot si sam rekel, je len. Folk zelo ne rad dela in hočejo idejo, da služijo denar iz nič, je vsakmu zelo lepa. In zakaj to drugi promovirajo? Ker prodajajo te sanje, zato ker vejo, da če folk lahko obljubi sanje, če najdeš dovolj ljudi, se bo nekdo najdel, ki bo za to plačal. S tem pa sami ljudje, ki to promovirajo, sebi ustvarjajo dodaten zaslužek. Meni se zdi, da v bistvu ta passive income je rado že tak izraz, da so ljudje to začeli paliti na ta passive income, da kdorkoli bo naredil karkoli, ko bo dol noter te besede, passive income, bo iz prve dobil ful zanimanja, no, če veš, kaj mislim. Ja, in folk se sploh ne bo pozanimal, kaj je to, ker so tako desperate, da bi dobili ta easy money, da bodo takoj padali na to foro, a veš, kaj mislim. Čeprav zdaj v 2022, pa 2023 v bistvu skoraj že, je tako, da je dosti folk že po kontu to foro, no. Meni se zdi, da največja ta rush teh fake gurujev, če se lahko tako izrazim, je bil mogoče par let nazaj, ampak ker vedno in vedno prihajajo neke nove stvari, ki so kar passive income. Ne? Zdaj, ko imaš vse te trading bote, ki ti kar delajo, a veš, passive income, in meni je žalostno, da folk na to pada, ker če samo malo logično pomisliš, narediš 5 minut researcha, boš gotovo, da to vse ni res. Ampak folk je to klen, da bi prej zapravil, ne vem, 100, 200, 300 evrov na nekmu programu, ki ti prodaja neke sanje, da boš ti naredil passive income, kakor da bi porabil 5 minut, če to sploh deluje. Če veš, kaj mislim. No. V bistvu vsej v marsikih primerih gre za legit business opportunity ali pa karkoli, torej da gre za legit business, ampak je uspešnost oziroma da osebi uspe se s takim biznisom postaviti na raven, ki jo vsi te promotorji obljubljajo, je toliko minimalna, da je v večini primerov žalostno. Ja, tako, če bi hotel promotor dejansko nekako v realnosti pokazati, koliko je šans, da jim to rata, noben ne bi bavil, a veš kaj mislim, noben ne bi kupil tega kursa. Vse te biznis ideje, mislim, vsi te biznis modeli v bistvu ratajo toliko bolj privlačni, če daš ti nek passive income noter. Ampak folk se v bistvu ne zaveda, da ni
pač ne obstaja zaslužek brez truda. Najmogoče je, da boš ti kar začel dobivati passive income, brez da bi karkoli naredil in to v bistvu te ljudje prodajajo. Ne? Ja, kaj pa to, kaj je Warren Buffett rekel, ta njegov famous quote: "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Ja, to je res v bistvu tak zelo lep kvot. Zelo zabaven, kakor se je gledalo, je zelo težko najti video posnetek, ker on je to dejansko rekel, tako da obstaja možnost, da to sploh ni njegov kvot. Če pa je, v primeru, da je, Buffett veliko takih svojih modrosti deli na raznih investor meetingih z svojo firmo in tam so ponavadi prisotni ljudje, ki jim je 10 jurjev, 100 jurjev, ki jim je to drobiš. Ja, oni pa verjetno realno lahko to delajo. Točno to. Oni imajo že toliko denarja v zadnji, da lahko z lahkoto dajo to lepo nekam, da nekam vložijo in dobijo svoj return oziroma donosnost od kapitala. Kaj v bistvu lahko se naredi s to veliko količino denarja, to je pa neka tema za tretji video, tako da gremo naprej. Ker pa je tvoj najljubši, tako, če imaš kakšen quote od Buffetta, če bi zdaj vedel iz glave? Pismo. Borza je najboljši način, kako prenesti denar od nestrpnih k potrpežljivim. To se mi zdi res. Drugač dosti hita, ne? Ok. Ker pač oni, ki so nestrpni, izgubijo stock market, nikaj niso, dobijo. Sicer vem, da so traderji, tako da to vajo vzimo z vode. Ok, zdaj pa še zadnjo tako vprašanje zate, v bistvu se vse nastrinjam, ampak tako bolj zate, ker si pač finančni svetovalec. A passive income sploh obstaja? V bistvu bom kratko rekel. Zdaj v zadnjem času pri strankah opazim zelo veliko povpraševanja po njemu. Torej veliko strank, ko jih vprašam, kaj želiš v življenju, rečejo passive income. Tako da se v bistvu linija med tem, kaj sploh passive income pomeni, sploh ni dobro definirana. In to je basically point vsega tega, da se mi o tem pogovarjamo, da točno povemo v bistvu, zakaj gre tukaj v zadnji in da je v bistvu passive income marketinška beseda za to, da se lažje stvari prodajo. Torej, praktično, kar smo ugotovili danes je, da obstajata dve vrsti incoma, ki jih ljudje poimenujejo passive income. Gre ali za income od biznisa, torej sem lastnik podjetja, sem ustvaril podjetje, dobivam plačo od tega, ali pa preprosto investment income. Ne vem, sem kupil delnice, sem kupil obveznice, dobivam dividende, dobivam obresti. Zelo preprosto. Torej, in naslednja dva videa sta praktično razdeljena na te dve vrsti donosa. Prvi video, ki bo na mojem kanalu oziroma v tem trojčku, drugi video je na temo business incoma, torej malo se bomo bolj pogovarjali o biznisu, raznih priložnosti, kursih, ki se jih prodajajo na internetu. V tretjem videu oziroma v videu v investment incomu pa na vajnem kanalu bomo pa torej malo več pogovarjali se o investiranju, tradanju in takih stvarih. Okay. No, če vam je všeč ta del, ta prvi del te serije, pejte na njegov kanal, nujno se subscribe, ker bo kmalu tam drugi del, ne smete zamuditi, ker gremo res v juicy stvari. Pa ja, stay tuned za to, no.